Slovenija se kot vinorodna dežela še vedno ne umešča najbolje na mednarodni zemljevid vinskega sveta. Bistveno bolj aktivne in prodorne so sedaj posamezne vinske regije. Vinski turizem postaja tvorni del gastronomskega turizma. Mnoge države pa okoli vinske zgodbe tvorijo celotno podobo turistične destinacije. Vinarji Združenja Vinorodna Štajerska so nedavno na Ptuju predstavili 150 odličnih vin s ciljem postaviti Štajersko na svetovni vinski zemljevid. Dogodek je bil namenjen spoznavanju vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija. Sodelovalo je 24 od 28 članov združenja, ki so na predstavitvi v ptujskem Minoritskem samostanu, na delavnici in gala večerji javnosti ponudili prek 150 odličnih štajerskih vin. Maša, pri vas imate tradicijo in ste ponosni, da ste del štajerskega vinorodnega okoliša? Ja, absolutno. Zelo ponosna in veseli me, da se Štajerska zdaj bolj povezuje v vinorodno Štajersko. Ima to področje ogromno odličnih vinarjev, ki smo pa bolj posamezni, zdaj se pa v bistvu kot pokrajina združujemo, predstavljamo skupaj, to me zelo veseli. Maša je podedovala nekaj hektarov vinogradov, na to se navezuje že iz preteklosti. 400 let dolga tradicija, ki je bila na žalost po drugi svetovni vojni prekinjena za 70 let, ampak me zelo veseli, da smo z mami obnovile zgodbo in nadaljujemo dolgo tradicijo. Kaj je posebnega? Odlične lege na prvem mestu, ki sem jih podedovala po svojem prapradedku Josipu Mursi. In v bistvu te lege dajejo odlično vino, najprej odlično grozdje, ki se pa potem v kleti dodela v dobro kapljico. Kako kaže letos? Izgleda zelo bujno, zelo lepo, mogoče malce preveč dežja, ampak držimo pesti, da ne bo nobene toče do trgatve. Na katero vino ste najbolj ponosni? Najbolj ponosna sem na naš modri pinot. To je tak, meni zelo pri srcu, je zelo zanimivo vino, malce drugače narejeno, ni bilo v lesenih sodih, samo inoks, potem pa zorjeno v steklenici 3 leta, kjer je zares pridobilo, razvilo svoje arome. Dobil tudi dobra priznanja v Sloveniji, pa tudi nekaj v tujini, tudi je v izvozu zelo zaželjen, tako da, ja. Kaj vam pomeni biti vinarka? V bistvu je to zelo lep poklic, zelen, da ni naporen, ampak krasno je srečevati različne ljudi, pridelati nekaj svojega. To je drug način življenja. V okviru dvodnevnega dogodka Spoznaj vinorodni okoliš Štajerska Slovenija se je odvila tudi mojstrska delavnica, na kateri so odkrivali vse obraze štajerskega sauvignon. Posebna atrakcija pa je bil letnik 1921 iz Ptujske kleti. Sauvignon je odlična sorta za Štajersko Slovenijo, pravzaprav se odlično izkaže tako na malo toplejšem vzhodu, blizu Ljutomersko-Ormoških goric, kot na malo bolj hladnejšem zahodu, blizu Pohorja. Sorti Sauvignon pa še hladnejša, zmerna klima, kar na našem koncu imamo. Vedno jo odlikuje visoka kislina, višje stopnje kisline in lepa, bi rekel, aromatska pestrost. Manj znano dejstvo, kar se tiče Sauvignona, pa je, da se lahko tudi zelo dobro stara. Da zelo dobro na nek način tudi po drugi strani izkazuje, odkot prihaja. Torej, ta hrib bo dal drugačno vino kot drugi hrib. Ni veliko sort, ki to zmorejo. Jaz bi rekel, da v tej kategoriji ali v tej disciplini, mogoče na Štajerskem, še nismo tako dobri, da bi pridelovali Sauvignone iz različnih leg in izkazovali njihove karakteristike, različnost, vendar smo na dobri poti tja. Osrednji del dogodka je bila delavnica z naslovom Vsi obrazi štajerskega sauvignona,
kjer je poleg aktualnega letnika 2022 izvrstnega enega najboljših letnika 2021 bilo predstavljeno tudi nekaj izjemnih arhivskih vin, ki so pokazala, da ima štajerski sauvignon tudi odličen potencial zorenja. Stvar, ki smo jo pa danes uspeli zelo dobro pokazati, je pa potencial zorenja, ki ga sorta sauvignon ima. Torej, večino smo navajeni popiti mlajši sauvignon zadnjega letnika, recimo letnik 22, letnik 21. Ampak sauvignon, kadar je zelo dobro pridelan, ima odlične predispozicije za zorenje. Letnika 97 iz kleti Pucker's Family Wines iz ormoških koncev in sauvignon letnik 21, ki prihaja iz tujske kleti in je bil najverjetneje pridelan iz haloških koncev, sta to danes izjemno pokazali, še posebej letnik 21. Sta bila pa to, zgodovinsko gledano, toplejša letnika, včasih je bilo vse premalo zrelo, so iskali tople, odlične letnike in ta dva sodita v to kategorijo. Tako da ja, sauvignon ima veliko obrazov, veliko izrazov in štajerski vinarji so vedno boljši v tem, da to odkrivajo. Del dogodka je bil tudi obisk kleti Meum in Sanctum ter gala večerja v kleti Dveri Pax. Smo sredi vašega vinogradov, kako bi predstavili svojo vinsko posest? Smo relativno mlada vinska klet, naša znamka obstaja v bistvu 6 let, ampak to ne pomeni, da pač nismo delali vina že prej. Mogoče smo najbolj znani po Chardonnayu in po modrem pinoju, razlog je v tem, ker pač imamo tu zelo blizu Žičko Kartuzija, kateri bi naj bili takrat v 12. stoletju ti dve sorti prinesli iz Francije. Drugače pa imamo zelo nenavadno razmerje sort v vinogradih. Mi imamo cirka 70% rdečih sort, 30% belih. Vemo, da na Štajerskem je razmerje 90 belih, 10 rdečih. Ampak spet tu se navezujemo na zgodovino kartuzijanov. Pridelujemo suha vina. Tu pa tam se najde, to se pravi letošnje leto, po 12 letih imamo spet neko malo količino enega slajšega vina, drugače pa, ja, bela, rdeča, suha. In uživate v tem delu? Absolutno, drugače ne bi tega delal. Dejstvo je, da je skozi zgodovino, pa naj gre za Avstro-Ogrsko ali Jugoslavijo, štajerski vinorodni okoliš vedno v špici. Kje kotirajo in kam kotirajo štajerska vina in kakšen je preplet zgodovinske tradicije tudi v vinarstvu? Ja, štajerska vina danes sigurno spadajo v evropski vrh. Še vedno mogoče imamo 20-30 odličnih vinarjev, ki se lahko v tem vrhu vrtijo. To je ena osnova. Imamo pa tradicijo, ki nas je tja pripeljala. In zdaj stojimo v Žički Kartuziji, ki je zgodovinsko najbolj važna točka za slovensko vinarstvo, zato ker so, zapomnite si letnico 1060, prvič prišlo 12 menihov iz Burgundije, iz Francije in začeli raziskovati našo okolico, zgradili fantastični samostan in prinesli prvi modri pinot na področje Avstrije, to je današnje Slovenije. In pa, kar je pa še bolj dramatično, lansko leto se je potrdilo, da modra frankinja izhaja iz kartuzijanskih vinogradov 13. stoletja, iz Žičke Gorce. In to je za podporo slovenskemu vinarstvu strahotno važno, zato ker modri pinot in modra frankinja sta dva izredno dobra izvozna artikla. Vi veliko izvažate, kaj pa je še posebej sedaj v trendu? Kaj prevladuje pri vinih? Najvažnejše je narediti dobro, prirodno vino, zdravo vino in poslušati tržišče. Večkrat smo mi, ki pridelujemo vino, obrnjeni k sebi in delamo to, kar je nam všeč, brez posluha za tržišče. Recimo, današnji trendi so
da ljudje nočejo več piti 15% alkohola. Želijo uživati vino v družbi, v večerji, kosilu, ker lahko popijejo 3, 4, 5 kozarcev vina, s tem, da mora biti alkoholna stopnja med 12 in 13. In seveda dobra kulinarika. In to je uživanje in to pač ljudje naj bi delali. Lačni nismo več, ampak lačni smo užitkov. In to je potrebno. Kakšna so vaša vina? Moja vina so po stopinjah Kartuzjanov, to pomeni burgundskega stila, z štajerskim teroarjem. Želimo delati čim bolj zdrava vina, to pomeni čim manj vpletanja v samo vino. Mi delamo vina prirodno, brez herbicidov, brez kemije, vse je prirodno, od kvasok, od nežveplanja in tako dalje. Uporabljamo najboljše sode iz Burgundije, da sledimo te stopinje Kartuzjanov in da lahko uživate vsa naša vina, brez da bi vas jutri bolela glava, tudi če popijete 2 steklenice. Česa si v življenju še želite? Želim si še kakšna 1 ali 2 dobra Grand Cru vinograda in pa da naredim resnično vina, ki tujci bojo imeli respekt, da so ta vina priznana in da so prišla iz Slovenije. To mi je še. In drugo, da imam malo več časa, da lahko kako knjigo prečitam in da sem lahko malo več časa z mojim mladim sinom, ki ima zdaj skoraj 6 let in ki bo moral jutri nadaljevati mojo vizijo. Veliko ste hodili in še hodite po svetu, ste bili vedno ponosni in ste, da ste Slovenec. Pa to je normalno. To je zanimivo, ko sem bil v Avstraliji, sem bil ponosen, da sem Evropejec. Ko sem prišel v Nemčijo, sem bil Jugoslovan. Ko sem pa prišel na Hrvaško, sem bil pa Slovenec. No, danes se je vse to spremenilo. In danes Slovenija je že znana vse povsod. Največji dogodek za Slovenijo je to, da je v Evropski uniji in da se to danes pozna pri slovenskem izvozu, pri priznanju naših sposobnosti, produktov, ki jih izvažamo, vino in vsemu to. Važno je, da smo v družbi civiliziranih, kulturnih destinacij in ker so ljudje šolani in imajo svojo kulturo. Torej gre za zgodbo o uspehu vin tega zgodovinsko rastočega štajerskega okoliša in številna prizadevanja dinamičnih in kakovosti ozaveščenih štajerskih vinarjev. Pred štajerskimi vini je vsekakor svetla prihodnost.